Lep pozdrav z gostišča Milka. Jaz sem Miha Dolinar in danes vas bom naučil delati narastek iz prosine kaše. Kašo kuhamo v mleku s sladkorjem, ščepom soli, s krokom vanilije, ki smo ga razpolovali. Medtem, ko se kaša kuha, zmešamo jajca in sladkor. Mešamo, da se počasi začne vse skupaj peniti. Dodamo smetano. In vse skupaj dobro premešamo. Evo, kaša je popila v mlek. Zdaj je kuhana približno na 3/4. Smo jo odstavili z ognja. Ko se kaša hladi, pekač premažemo z maslom. In mu dodamo še malo peki papirja, da bomo narastek lažje ven vzeli pol, ko se bo spekel. Pustimo še majčken robov pri stran, tako da se pa lahko vse skupaj lažje ven vzigne. Če se nam mudi, lahko postopek hlajenja kaše pospešimo, tako da jo porazporedimo po plehu. Pa vmes dodamo tudi že suhe brusnice. Kaša se mora majhno ohladiti, preden dodamo jajca s smetano. Ko se kaša ohladi, jo vmešamo med jajca s smetano. Lahko tudi porabimo kašo, ki smo jo mogoče prejšnji dan imeli za obrok. Tukaj zelo značilna za ta konec je tudi navadna kaša, kuhana z mlekom, smetano, kakšnim suhim slivom. No in tako kašo se tudi ful dobro porabi za tale narastek. Namesto teh brusnic lahko tudi tako drugače uporabimo slive suhe ali pa kakšen drug suh sadje, kakšne datlje, karkoli. Mi smo uporabili brusnice, sem jih že kot otrok tukajle nabiral okoli po gozdovih po Kranjski Gori. Pečico predogrejemo na 175 stopinj. Model z narastkom položimo v malo večji model, kjer smo nalili noter malo kropa. Tako se bo dosti lepše pekel. Pečemo pa tam cirka pol ure, če je manjši model, mogoče tudi 20 minut, če je pa večji, pa tudi 40. Da je narastek pečen, preverimo lepo z zobotrebcem. Tukaj se dobro vidi, da narastek še ni pečen, zato je z zobotrebcem zmeraj najlažje pa najbolj ziher preveriti, ali je narastek pečen ali ni. Takole izgleda narastek, ki je pečen. Seveda ga pustimo zdaj, da se ohladi. K narastku se prileže tudi kakšna omaka. Mi jo bomo danes naredili suhih sliv. Za osnovo lahko uporabimo namočene suhe slive, kakšno slivovo marmelado ali pa kakšen drug sadje. Ga pokuhamo s sladkorjem. Mi smo danes ubrali eno super bližnjico. V kranjskogorski lekarni smo kupili sok iz suhih sliv, ki ima že sam po sebi zelo super okus. Evo. In ga bomo samo majčkeno zgostili z škrobom. Evo, škrob zmešamo z vodo.
tako, da se fajn porazporedi, da se fajn umeša v vodo. In ga vlijemo v omakco. Zdaj moramo gledati, da omaka vre, tako da škrob v bistvu takoj zagrabi, še malo pomešamo. Če se nam bo zdela omaka pregosta, dodamo še malo soka oziroma malo vode, če delamo s sadjem. In to je bolj kot ne to. Ko se zgosti, počasi ugasnemo ogenj. In isto počakamo, da se omaka shladi. To je to. Lahko pa tudi postrežemo kar vročo. Toplo omako je zmeri super sfiniširati, če je malo s kocko masla. Je zmeri boljša. Že zadeši super tole. Ko je narastek ohlajen na enosobno temperaturo, ga je dosti lažje vzeti ven iz pekača, pa tudi narezati. Mi bomo rezino zdaj še majčkeno pogreli, čist malo, pa dodali še toplo omako iz suhih sliv. To je pa tudi to. Dober tek!